prid veselo zdravljico, bratje, čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Bratev se, kar nas je, sinov sloviče matere. Bratev se, kar nas je, sinov sloviče matere. Sinov sloviče matere. Živi nas i narodi, ki hrebeni dočaka dan, da kude sonce hodi, prepisnita bo pregnan. Darojak, prost bo vsak, ne vragle sosed bo mejak. Darojak, prost bo vsak, ne vragle sosed bo, ne vragle sosed bo mejak. Spoštovane in spoštovani, dober večer. Najpomembnejši dogodek v zgodovini Slovencev je osamosvojitev in ustanovitev lastne države, ki je bila praktično izpeljana konec 80. in v začetku 90. let prejšnjega stoletja. Bila je rezultat povsem neposrednih prizadevanj mnogih pogumnih ljudi. Brez njihovega dela, zavzemanja, izpostavljanja, tveganj in prizadevanj Slovenija danes ne bi bila samostojna in mednarodno priznana država. Vrednote, ki so nas krasile in tako močno povezale v času slovenske osamosvojitve, so, spoštovane in spoštovani, edine vrednote, ki nas združujejo in na katerih lahko gradimo bodočnost Slovenije. Te vrednote ohranja Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, ki je pripravilo nocojšnjo prireditev. Spoštovane in spoštovani, še enkrat dober večer in dobrodošli. Dobrodošlica pa velja tudi prvemu nocojšnjemu govorcu, županu občine Brezovica, gospodu Metodu Ropretu. Lepo prosim. Lep dober večer, spoštovani predsednik Slovenske demokratske stranke, gospod Janez Janša, spoštovana poslanka, gospa Alenka Jeraj, spoštovani visoki gostje, vsi ostali povabljeni občanke in občani. Moram reči, da mi je v izjemno veselje, da vas ob tej priložnosti lahko nagovorim tukaj v naši občini, v Podpeči, nekje v srcu te naše občine Brezovica. Obdobje osamosvajanja je eno redkih, izjemno svetlih obdobij slovenske zgodovine, v katerem smo resnično vsi, vsaj lahko rečemo tisti navadni državljani, navadni prebivalci naše države, stali skupaj. Vsi razmišljali enako in vsi zasledovali isti cilj. Žal nam tega marsikdaj prej in tudi morda marsikdaj kasneje v našem razmišljanju manjka. Upam, da bomo še doživeli obdobja, ko bomo Slovenci lahko tako enotni, tako složni in seveda tudi tako zelo mednarodno prepoznavni, kot smo bili takrat. In kot sem dejal, tudi občina Brezovica je seveda bila na nek način vpeta v to svetlo obdobje osamosvajanja. Prav skozi našo občino so poskušale hrumeti in bile na nek način tudi dodobra zaustavljene enote tankov iz garnizije Vrhnika. Naša občina je resnično intenzivno stala na braniku svojih meja in kar dobršen del teh tankov, oziroma vsaj nekaj njih, je v naši občini tudi dočakalo svoj konec. Tudi drugje po občini so se v tistem obdobju dogajali najrazličnejši dogodki vezani na odpor proti sovražniku. Pa zakaj govorim to? Zato, ker tudi danes, če se vozite skozi našo občino, morda ta na trenutke ponekod izgleda, kot da boji pri nas še potekajo.
A ni popolnoma tako, torej mi smo se žal nekoliko pozno, marsikatera od občin nas je pri tem prehitela, v zadnjem obdobju intenzivno lotili izgradnje kanalizacije. Občina je resnično razkopana praktično vse povsod, ampak moram reči, da to ne govorim zaradi tega, ker bi se želel pohvaliti s tem, kaj občina dosega, ampak govorim zaradi tega, ker ocenjujem, da je to plod in rezultat sodelovanja. Resničnega in iskrenega sodelovanja vseh, ki nekako sodelujemo pri upravljanju te občine. Izrabljam to priložnost, seveda, ker mi je ta možnost danes tukaj dana, da se za pomoč, podporo in sodelovanje zahvalim v prvi vrsti tukaj tudi naši poslanki, ki ima prav v tej stavbi tudi svojo poslansko pisarno, gospe Alenki Jeraj. Alenka, iskrena hvala v imenu vseh občanov občine Brezovica. Obljubljamo nekako, da bomo projekte, ki smo jih zastavili, tudi pravočasno dokončali, čeprav ni vse popolnoma v naši moči. In seveda zahvala tudi vsem tistim, ki kakorkoli sodelujete pri vodenju, upravljanju ali delovanju v organih občine Brezovica. Tudi moja nekdanja podžupanja, sedaj vodja kabineta, tudi vsi ostali svetniki ali drugi člani različnih odborov v občini. Toliko morda, da ne bom predolg, torej večer je namenjen seveda čemu drugemu kot mojemu govorenju in z veseljem se bom pridružil in poslušal, kaj bomo novega o naši osamosvojitvi zvedeli iz danes predstavljenega zbornika. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu županu. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve združuje ljudi, ki so aktivno sodelovali pri osamosvojitvi slovenskega naroda, ter posameznike in posameznice, ki jim vrednote in ideali slovenske osamosvojitve predstavljajo navdih za današnje in prihodnje delovanje. V združenju je prostor za ljudi vseh političnih, verskih, ideoloških in nazorskih prepričanj, ki jim vrednote slovenske osamosvojitve predstavljajo temeljni vrednostni okvir svojega delovanja. Spoštovane in spoštovani, danes je bil ustanovljen območni odbor Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Velike Lašče, Škofljica, Ig, Brezovica. Prvi predsednik je postal gospod Matjaž Lulik, ki ga vabim k besedi. Lepo prosim. Najprej vas vse lepo pozdravljam in se želim zahvaliti za izkazano zaupanje. Poleg ciljev in namena VSO, ki je vsem nam poznan, želimo v tem območnem odboru posvetiti našo energijo raziskovanju, kajti vsak okraj ima iz osamosvojitvene vojne neko svojo zgodbo. Kot je že gospod župan nakazal, so tukaj potekali izjemno pomembni dogodki, ker se nahajamo na predvirju prestolnice. Spomnimo se, tukaj je prisegla prva generacija slovenskih vojakov, ki so jih na to varno umaknili in nadomestili z izkušenejšimi vojaki. Tukaj je bil sestreljen helikopter in so morali pripomoči k delovanju tudi ižanski gasilci. In tukaj na vsezadnje se nahaja Krim, kjer so tukaj tudi potekale pomembne akcije. Naše delovanje bo usmerjeno k raziskovanju teh dogodkov, k zbiranju dokumentacije, zbiranju pričevanj, kajti škoda bi bilo, da bi to ostalo nezapisano in s temi pričevanji želimo pripomoči tudi naprej k zgodovinskim raziskavam. Poleg tega nameravamo v našem območnem odboru poskrbeti za druženje, kjer si bodo lahko ljudje tudi v živo izmenjevali koristne informacije in povabili vsakogar, ki ga bo to zanimalo. Seveda pa ne smemo pozabiti enega naših glavnih ciljev, to je, da bomo ozavestili mlade rodove o tem, kaj se je realno dogajalo v naši osamosvojitveni vojni, ko so pogumni posamezniki tvegali svojo svobodo in tudi življenja. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku, vam in seveda vsem uspešno delo. No, ko sem se pred prireditvijo pogovarjal z mladimi pevkami in pevci, ki nas bodo nocoj razveselili s pesmijo, kaj o njih povedati, so rekli, povej, da smo fejst
da smo dobri in da smo lepi. In to je tudi res. Mladi so, fejso, lepo pojejo. Domačini so z tega konca, večina od njih je članov Slovenske demokratske mladine in za to priložnost so se nekako dali v kup in si dali tudi priložnostno ime. Priložnostni pevski zbor Slovenske demokratske mladine IK. Verjetno jih priložnostno vodi Mirko, on sicer ni v mladini, ker je majčkeno bližje letom mojim. Nič kaj priložnostno pa ne bo igral harmoniko Gašper. Dve lepi slovenski boste slišali, uživajte. Takole je več kot priložnostno zvenel priložnostni pevski zbor Slovenske demokratske mladine IK.
Spoštovane in spoštovani, Bela knjiga slovenske osamosvojitve je izšla junija letošnjega leta ob dnevu državnosti. Gre za zbornik, v katerem so zbrani številni dokumenti, ki na nek način pokažejo, kako je bilo v času osamosvojitve Slovenije. Verjamem, da vam bo sprehod nazaj v zgodovino in v čas tega slavnega obdobja slovenske zgodovine hitro minil. Zato bosta poskrbela moderatorica nocojšnjega večera, doktorica Andreja Valič-Zver, direktorica Študijskega centra za narodno spravo. Dober večer želim, izvolite. Seveda ne bo sama, še en stol imamo, spoštovane in spoštovani, gospod Janez Janša. Dober večer, lepo pozdravljeni, gospe in gospodje, in prisrčno dobrodošli na tem mojem nocojšnjem pogovoru z gospodom Janezom Janšo, ki ga tudi prisrčno pozdravljam. Dober večer. Preden sva vstopila v tole dvorano, mi je rekel, da ga ne smem preveč hvaliti. Ne bom ga hvalila, ampak bom naštela nekaj stvari, ki jih je v svojem življenju že počel. Nekdanji dvakratni predsednik slovenske vlade, predsednik Evropskega sveta v času slovenskega predsedovanja Evropski uniji v prvi polovici 2008, predsednik Slovenske demokratske stranke, ki je najbolj številčna slovenska stranka, članica Evropske ljudske stranke, pa še bi lahko naštevala seveda nekdanji obrambni minister v času slovenske osamosvojitve v Demosovi vladi, pa seveda človek, ki ljubi šport, alpinizem, golf, ki ima čudovito družino, ki je zelo prijazen in prisrčen, čeprav ga mediji prikazujejo povsem drugače. Ampak ne bom ga hvalila. Tako malo za šalo, malo za res. Morda bi začela z enim razmišljanjem, ki se mi je porodilo zdajle, ko je novoizvoljeni predsednik območnega združenja VSO nekako naštel naloge tega združenja in sem jim tako potiham ploskala, se pravi zbiranje pričevanj, zbiranje dokumentov, fotografij, vsega tega, kar nekako že izginja iz našega spomina, ampak za zgodovinski spomin Slovencev je pa seveda izredno pomembno. Pa omenili ste še mlade, torej prihodnost, ki je izredno pomembna, in mladi, ki pravzaprav morajo izvedeti, kakšna je bila zgodovinska resnica o nastanku naše samostojne slovenske države. In morda, gospod Janša, lahko za začetek ugotoviva, da je ta tema, torej ta višek slovenske zgodovine zanemarjen tako na področju zgodovinopisja, kot tudi na področju izobraževanja. Pa še lahko bi morda dodala, da pravzaprav ta čas prikazujejo nekako izkrivljeno. Ne samo učbeniki, ampak tudi mediji, tudi knjige, recimo nekega, bom rekla, znanstveno-raziskovalnega projekta, ki bi celostno obdelal to obdobje, ni. In ko smo v času prve vaše vlade popravljali učne načrte za zgodovino, moram povedati, da s pomočjo nekaterih redkih kolegov smo vendarle uspeli spraviti čas osamosvojitve in demokratizacije v učni načrt za zgodovino v slovenskih šolah. In meni osebno se je to zdela seveda prava sramota. Zakaj je temu tako? Zakaj takšno prikrojevanje zgodovinske resnice?
Kakšno je vaše mnenje? Ja, najprej lep pozdrav, lep dober večer vsem skupaj. Hvala za udeležbo na tej predstavitvi. Pravzaprav na to vprašanje najbolje odgovarja knjiga sama. To je sicer zbornik dokumentov, ki so nastajali pred več kot 20 leti. Torej ni to knjiga, ki bi jo nekdo danes napisal o preteklosti, ampak je to zbornik tega, kar je bilo napisano o tej preteklosti takrat, ko se je dogajala, ko je bila pravzaprav sedanjost. In zaradi tega je to neka dokumentirana, avtentična pripoved oziroma pričevanje o nekem ključnem času v zgodovini slovenskega naroda oziroma o slovenski osamosvojitvi. In tisti, ki ste mogoče ta zbornik že prelistali pa prebrali ali pa ki ga še boste pravzaprav našli v njem dokumentiran odgovor na to vprašanje, zakaj je v času, ko so pravzaprav tisti, ki so na začetku slovenskega osamosvojitvenega procesa podpisovali temeljno listino, v kateri je pisalo, da je prihodnost Slovenije v Jugoslaviji, ne pa v samostojnem življenju, in ki so kasneje bili več ali manj 2/3 tega časa po osamosvojitvi na oblasti, zakaj so ti na nek način ta čas tako zanemarjali, zakaj tega ni bilo v času Slavka Gabra v šolskih programih ali pa je bilo to samo bežno omenjeno in zakaj je bilo potem enako v časih ministra Lukšiča, ali zakaj je temu tako pravzaprav tudi še danes. Prej gospod župan povedal neko pomembno resnico o času slovenske osamosvojitve, ko je dejal, da je bil to čas, ko smo bili Slovenci enotni, ko je bilo ljudstvo enotno, ko je ta enotnost, ki je prišla do izraza na plebiscitu in je možno dokazati z številkami, to je bil edini čas, ko si je slovenski narod pisal sodbo sam. Samo enkrat v zgodovini je bil vprašan o tem neposredno, kako želi živeti svojo prihodnost oziroma kje želi živeti svojo prihodnost, in to je bil čas plebiscita. Skratka, ta enotnost v narodu, izražena z tem velikim odstotkom glasov za samostojno Slovenijo na plebiscitu, je zakoličila pravzaprav najprej to zgodovinsko dejanje in preko tega tudi velik del naše prihodnosti. Hkrati pa je seveda slika takratne slovenske politike nič kaj dosti drugačna, kot pa je slika današnje slovenske politike. Za razliko od naroda in ljudi, ker je prevladovala enotnost, je bila takratna slovenska politika razdeljena. In samo to dejstvo, da je Demosov poslanski klub sprejel odločitev, v soboto bo preteklo natančno 23 let od te zgodovinske odločitve v obrambnem centru Poljče, da ob tej razdvojenosti politike vpraša ljudstvo, ali so za samostojno Slovenijo ali ne. In sposobnost Demosove vlade, da potem to odločitev sprejeto na plebiscitu tudi operacionalizira in jo na nek način tudi obrani, ko je bila napadena, samo to je zagotovilo, da je zmagala enotnost ljudstva, ne pa razklanost slovenske politike. Slovenci smo imeli že prej v zgodovini kar nekaj priložnosti, ko bi lahko mogoče tudi že šli na svoje, vendar pa tistih priložnosti nismo znali izkoristiti. Je razklanost v politiki prevladala nad neko enotnostjo ljudstva, ki je verjetno tudi že kdaj prej obstajala glede ideje, da bi Slovenci imeli lastno državo ali pa vsaj večji del suverenosti, kot smo imeli kadarkoli pred letom 1991. Ne nazadnje se je
ideja zedinjene Slovenije kot neka ideja, ki je omogočila, da smo iz nekega naroda, iz neke etnične skupnosti preraščali v državotvorno nacijo, pojavilo že tam leta 1848 in je že takrat Matija Majer Ziljski pravzaprav definiral tiste točke neke slovenske enotnosti povezane z željo po lastni suverenosti. Vendar pa, kot že rečeno, ta zgodovinska priložnost oziroma zgodovinska priložnost nikoli doslej pač ni bila izkoriščena je bila še leta 1991 in to predvsem zaradi tega, ker je pač dejansko lahko slovenski narod sam pisal svojo sodbo z glasovanjem na plebiscitu, ker je dobil to priložnost od demokratično izvoljene oblasti in ker je potem znal to odločitev tudi obraniti. Ta bela knjiga je po eni strani pripoved o tej enotnosti, dokumentirana pripoved o tej enotnosti naroda, ki je omogočila ta zgodovinski korak, po drugi strani pa tudi seveda razgalja ozadja, ki so skušala ta korak preprečiti. In ta ozadja imajo imena in priimke, ta ozadja imajo imena organizacij, ta ozadja imajo sezname glasovanj ob najpomembnejših ukrepih, ta ozadja imajo poročila o razorožitvi slovenske teritorialne obrambe po vseh praktično slovenskih občinah, tako da gre pa za zgodovinsko gradivo, ki bo v prihodnjih desetletjih in stoletjih, tudi še potem, ko bodo išle naslednje izdaje, oziroma naslednji zvezki te bele knjige, omogočilo, da se ta del slovenske zgodovine napiše celovito. Hvala lepa. Govorili ste o zgodovinskih priložnostih, ki smo jih imeli Slovenci, ampak dejansko konec 80-ih, začetku 90-ih se nam je na nek način odprlo okno zgodovine. Pa vas bom vprašala glede na naslovnico bele knjige slovenske osamosvojitve. Zgoraj je slovenska zastava, spodaj je nekdanja jugoslovanska zastava, rdeča zvezda, srp in kladivo. Zakaj je bilo pravzaprav za Slovence potrebno iti iz jugoslovanske skupnosti? Pa če morda potegneva en lok zgodovinski od takratnih časov do sedanjih, morda tako za iztočnico in podatek iz oktobra 1989, ko je Ljubljanski dnevnik poročal, da imamo v Jugoslaviji 11.000% inflacijo. No, razlogov je kar nekaj, zagotovo pa je nekdanji mali socialistični imperij, imenovan Socialistična federativna republika Jugoslavija, razpadel več ali manj iz istega razloga kot veliki socialistični oziroma rdeči imperij oziroma Sovjetska zveza. To bo zaradi tega, ker pač ni bil sposoben preživeti sam sebe oziroma ker je ustvaril, ker je zatrl normalno okolje, v katerem neka osebna iniciativa in svoboda posameznika omogoča ustvarjanje dovolj dobrin za to, da vsak lahko poskrbi zase ali pa večina lahko poskrbi zase in da lahko iz presežkov normalno funkcionira tudi družba in se lahko poskrbi tudi za prihodnje generacije. To nenormalno okolje je vzpostavljeno v obliki tako imenovanega socialističnega sistema, enostrankarskega totalitarnega socialističnega sistema, tako v Jugoslaviji kot Sovjetski zvezi in katerih drugih bivših komunističnih državah, ni bilo sposobno funkcionirati na način, na katerega so že pred tisočletji funkcionirali nekatere družbe na začetku civilizacije, tako da bi ustvarile toliko, kot so porabile. Socialistična Jugoslavija je dolga leta živela preko svojih možnosti, deloma se je to financiralo
tam v 60 letih z tem, da je na 100.000 ljudi iz takratne države odhajalo na delo v Nemčijo oziroma na zahod, pošiljalo prihranke nazaj in vse to se je potem iz deviz pretvarjalo v dinarje in s to, rekel, neko presežno vrednostjo zasluženo zunaj. V kapitalističnih ekonomijah je država nekaj časa obstajala, potem od 70 let naprej se je začela intenzivno zadolževati in znani dolg Jugoslavije je tam konec 80 let prejšnjega stoletja presegel možnosti rednega odplačevanja, zato je prišla takratna trojka oziroma Mednarodni denarni sklad z svojimi pogoji, ki jih je postavil za nove kredite. Ni bilo bencina potem, ni bilo, vozili smo se na parne ali pa neparne dneve, boni so bili nekaj časa, ni bilo osnovnih življenjskih potrebščin v trgovinah, nobene investicije ni bilo več. Skratka, nekatere stvari so bile podobne, kot se zdaj ponovno pojavljajo v našem prostoru. In seveda ni slučajno, da se hkrati s temi pojavnimi oblikami, med katerimi je zdaj najbolj zaskrbljujoča ta zadolženost oziroma visok zunanji dolg. Jugoslavija je razpadla, ko smo imeli 20 milijard dolarjev zunanjega dolga. Slovenija, ki se je bolj razvita, nas je pa 10-krat manj, pa je zdaj dosegla 23 milijard evrov, ne dolarjev, zunanjega dolga. Skratka, poleg nekaterih teh ekonomskih podobnosti se ponovno pojavljajo tudi stari simboli na slovenskih ulicah, trgih, slovenskih medijih, hkrati z nekim prepričevanjem ljudi, da je rešitev iz te krize spet nek demokratični socializem. Forum 21 organiziral okrogle mize na to temo, na nacionalni televiziji vidite oddaje, ki so naslovljene Marks je imel prav in tako naprej. Marks je med drugim rekel, da morajo nezgodovinski narodi, med katere je štel tudi Slovence oziroma vse Slovane, izginiti v holokaustu zgodovine, ker niso sposobni živeti nekega modernega življenja. Torej, če bi Marks imel prav, potem nas ne bi bilo več. Ampak 2 dni nazaj je bila na televiziji oddaja, kjer so nastopili s to tezo in tako naprej. Skratka, na nek način ni slučajno, da se v času neke ekonomske krize, ki jo živimo, v času zanikanja nekih temeljnih vrednot osamosvojitve, pojavljajo tudi simboli, ki so značilni za čas, za katerega smo mislili, da je zavedno na smetišču zgodovine, dejansko tudi je, ampak neki ostanki so še vedno tukaj in v kriznih časih je običajno, za krizne čase je običajno značilno tudi veliko raznih lažnih prerokov, ki prodajajo stvari, ki so bile od zgodovine enkrat že zavržene. In ravno recimo to, da mlade generacije zadnjih 20 let praktično pri pouku zgodovine ali kakorkoli v šolskem sistemu niso slišale skoraj nič o slovenski osamosvojitvi, o razlogih, zakaj smo se Slovenci sploh morali osamosvojiti. To je ustvarilo neko podlago neznanja, nevedenja in hkrati je to nek humus zemlje, v katero se lahko potem ponovno posajajo neke ideje o nekem družbenem redu, ki je v bistvu kolapsiral prejšnjo državo kot neki odrešujoči paradigmi. Če bi, ne vem, teh 22 letnikov, ki je šlo čez šole po osamosvojitvi, vsaj v nekaj urah, če mi je bilo razloženo, zakaj smo mi takrat morali zapustiti Jugoslavijo, zakaj so nas napadli, ko smo se odločili za svojo pot, da smo morali to braniti in tako naprej, kdo je bil za, kdo je bil proti, kakšni so bili razlogi, potem verjetno ne bi danes tudi mladi ljudje mahali z zastavo, ki smo jo 21. junija na Kongresnem trgu oziroma 25. junija na Kongresnem trgu
razglasili oziroma v skupščini razglasili za novo, za staro in namesto nje pač ustavno zapovedali novo slovensko zastavo in nov slovenski grb, dan kasneje pa te nove simbole tudi dvignili na drog in na ta način tudi simbolno zaznamovali slovensko osamosvojitev, prvi dan življenja v nečem novem, z novo obleko oziroma tudi z novo zunanjo podobo in smo takrat seveda verjeli, da razen v filmih, ne starih filmih, pa v muzejih tistih starih simbolov ne bomo več srečevali. Ampak z vsem tem, kar se je dogajalo na mnogih področjih, neuspešni tranziciji, v času po osamosvojitvi, se je očitno tudi nekaj teh starih ostankov pač ohranilo, zaradi tega manjka v vedenju oziroma znanju, poznavanju zgodovine uspešno presadilo tudi v mlade generacije in zdaj to, za kar smo verjeli, da je trajno na smetišču zgodovine, ponovno srečujemo, ampak glede na že prej povedano, glede na to veliko enotnost Slovencev kot naroda v času plebiscita in potem osamosvojitve in vojne za samostojno Slovenijo, kakšne velike bojazni, da bi ponovno ti stari simboli prevladali, seveda ni. Ni, je pa škoda, da se s tem še vedno ukvarjamo, ker je veliko drugih problemov in veliko drugega dela in bilo bolj pametno, da iščemo rešitve tam, kjer so, ne pa tam, kjer smo že enkrat ugotovili in zato plačali tudi drago ceno, oziroma visoko ceno, da jih pač ni. Vračanje v neko neuspešno preteklost, zgrešeno preteklost nima nikakršnega smisla, razen v smislu nauka, da to ne ponavljamo. Hvala lepa. No, da na Slovenskem nekateri živijo v nekakšnem paralelnem svetu, pravzaprav priča tudi dejstvo, da je recimo šolski minister postal človek, veljak stranke, naslednice nekdanje komunistične partije, ki javno pravi, da je recimo partija že leta 1983 bila za samostojno Slovenijo in da je Edvard Kardelj na smrtni postelji dejal: naredite mi Slovenijo samostojno. Pa recimo dejstvo, da je obrambni minister Republike Slovenije človek, ki je dokumentirano v tej knjigi z magnetogrami, zapisniki takratne slovenske skupščine, v sozvočju z Aksentijevičem, ki je predstavljal Jugoslovansko ljudsko armado, grmel proti samostojni slovenski državi, proti slovenski vojski in tako dalje. To vse lahko preberemo v knjigi in to niso interpretacije, ampak so dejstva, to so dokumenti. Predlagam, da se spomniva ob slikah nekaterih trenutkov z konca 80-ih let, nekaterih pogumnih dejanj, pogumnih ljudi. Recimo 57. številke Nove revije, v kateri so nekateri slovenski intelektualci, med njimi na prvem mestu dr. Jože Pučnik, pa recimo takrat dr. Dimitrij Rupel, dr. France Bučar, dr. Tine Hribar objavili razmišljanja o tem, da bi morala Slovenija postati bolj kot ne samostojna. Takrat so imeli hude težave po izdaji te številke s takratno nomenklaturo. Pa recimo, da se spomniva procesa proti četverici, kjer ste bil vi glavni akter in ste letos ob 25-letnici tega procesa, tega sojenja tudi izdal na novo prenovljeno in dopolnjeno izdajo Premikov, pa 25 let kasneje pa svojo knjigo Razmislekov za kulturo življenja. Pa potem recimo Majniške deklaracije in njenega antipoda, temeljne deklaracije,
Večkrat ste že dejali, da ta ločnica med tistimi, ki so oblikovali in podpisali Majniško deklaracijo in tistimi, ki so podpirali temeljno listino, še danes obstaja. Kje je bila ta in je še vedno ta temeljna ločnica? Zdaj, večina ljudi, ki je bodi si podpisovala Majniško deklaracijo in temeljno listino, seveda še vedno živih, ne, in zaradi tega tudi ta ločnica obstaja. Kljub temu, da smo recimo v svoji naivnosti tam, potem ko je osamosvojitev uspela, ko smo bili vsi veseli, ko smo relativno nizko ceno plačali tudi za obrambo države, ko so bili mednarodno priznani, smo mnogi naivno pričakovali, da zdaj tisti, ki so bili proti osamosvojitvi in so v temeljni listini podpisali, da vidijo prihodnost Slovenije v nekem samoupravnem socializmu in Jugoslaviji, da bodo pač priznali svojo zmoto, bodo rekli, smo se motili, zgodovina nam ni dala prav, pozabimo preteklost, glejmo naprej. Jaz pravzaprav se ne spomnim niti enega, ki bi to naredil, ne glede na to, da je pač zgodovina dokazala, da smo Slovenci sposobni ustanoviti lastno državo, jo obraniti, doseči mednarodno priznanje in normalno zaživeti kot suveren narod. Nihče od teh, ki je temu nasprotoval, ni obžaloval svojega ravnanja proti, ni obžaloval tega, da je glasoval proti temeljnim aktom, ki so omogočili slovensko osamosvojitev, še posebej pa njeno zavarovanje z realno silo, kot smo temu takrat rekli. In to kaže na neko, po eni strani neko nenormalnost. Kolikor bi se to zgodilo, jaz mislim, da bi danes niti nihče več ne govori o tej ločnici, ker je ne bi bilo več, bi bil to del zgodovine. Ker pa nihče od teh, ki je podpisal temeljno listino proti slovenski osamosvojitvi, ni naredil niti pol koraka nazaj, nihče ni izrazil obžalovanja, kaj šele, da bi se kdo opravičil, ampak so nekako vztrajali na tem in skušali kasneje dokazati, kako je to pravzaprav zgodovina dala prav njim. Odtle tudi te pravljice o tem, kako je Kardelj že v 80-ih letih bil za osamosvojitev. Če je Kardelj za osamosvojitev, potem bi končal tam, kot so končali tisti, ki so bili dejansko za osamosvojitev v 60-ih, 70-ih in 80-ih letih, ali v zaporu ali v grobu, likvidiran, ker se je to takrat pač s takimi ljudmi počelo. V bistvu je on tisti, ki je dajal ukaze za te likvidacije takih ljudi ali pa za zatiranje. Prej ste kazali naslovnico 57 številke Nove revije, ta je šla leta 87, se pravi 4 leta potem, ko naj bi bila partija že za osamosvojitev. Takrat je centralni komite Zveze komunistov pod vodstvom Milana Kučana izdal proglas, da bodo naredili vse, da se program iz 57 številke Nove revije ne uresniči. In potem so sledili pogromi nad uredniki, zvezni tožilec je izdal obtožnico proti nekaterim avtorjem in samo hiter razvoj dogodkov potem in samo osamosvojitev je pravzaprav preprečila, da bi tudi drugi avtorji v te 57 številke z nacionalnim programom slovenske suverenosti končali tako, kot je Jože Pučnik leta 58, ko je pač zaradi parih člankov v perspektivah prebil dolga leta v samici in v zaporu in bil potem pravzaprav izgnan iz države, niti diplome mu niso potrdilo, diplomi mu niso poslali, ampak je moral še enkrat narediti univerzo v Nemčiji. No in tudi kasneje, znane so te izjave. Še leta 1989 je recimo takratni predsednik predsedstva Janez Stanovnik v intervjuju za nek beograjski časopis in za Delo,
kjer so oboji to objavili izjavo, da bi bila osamosvojitev Slovenije samomor, ne, in da je to največja neumnost, če kdo to predlaga. Ne. Milan Kučan pa je istega leta dejal, da osamosvojitev Slovenije ali odcepitev Slovenije nikoli ni bila njegova intimna opredelitev in da on o tem težko celo razmišlja. In vsi ti, ki so pač to izjavljali, in bilo jih je seveda več, večina takratne oblastne garniture je potem, ko je bila 5. maja leta 1989 na Kongresnem trgu prebrana Majniška deklaracija in ko je podpisalo potem zagotovo več kot 100.000 ljudi, natančne številke nihče nima, ker nihče pravzaprav vseh teh podpisov ni zbiral, samo del se jih je zbral in teh je bilo več kot 100.000. Skratka, takrat so potem tisti, ki so bili proti osamosvojitvi Slovenije, lansirali tako imenovano temeljno listino, kjer je pisalo prihodnost Slovenije v Jugoslaviji, ki jo moramo sicer spremeniti, ampak še vedno je to demokratični socializem. In so to linijo pač zastopali do konca, se pravi, do trenutka, ko ne samo, da smo mi, oziroma da je takratna vlada dokazala, da je sposobna izvesti plebiscitno odločitev, ampak pravzaprav do mednarodnega priznanja. Ne. Še potem, ko je bilo jasno, da se bomo ubranili, tudi o tem imate dokumente, v tej knjigi so nekateri iz vrha, Milan Kučan, Ciril Ribičič, prepričevali evropske politike, naj mednarodnega priznanja Slovenije ne podarijo desnici, ne, oziroma takratni Demosovi vladi. Seveda pa nek pozoren pregled te knjige, imen, ki nastopajo tukaj, imen teh, ki so glasovali v takratni skupščini proti ukrepom za izvedbo plebiscita, tem, ki so v slovenskih časopisih, še posebej Dnevnik in Mladina, sta bila takrat zelo nastrojena proti osamosvajanju. Delo je začelo takrat to podpirati, se je kasneje spet spremenilo. Skratka, če gledate ta imena ljudi, ki so nastopali proti na izhodiščih te temeljne listine, boste ugotovili, da so potem, ko je projekt uspel, ne, ko je Slovenija zaživela kot samostojna država, bili vsi do zadnjega nagrajeni. Ne. Postali so predsedniki parlamenta, ministri, ambasadori, predsedniki raznih državnih uradov, najbolj tak primer za zgražanje, ne, ste že našteli, ne, sedanji obrambni minister Roman Jakič je recimo bil glavni nasprotnik Slovenske vojske, ustanovitve Slovenske vojske, tiste prve zaprisege, ki je bila med drugim tudi na Igu. Skratka, med 240 takratnimi poslanci oziroma delegati Slovenske skupščine je bil on najhujši nasprotnik tega, da Slovenija dobi lastno vojsko, danes je obrambni minister. Ne. Tako da večje žalitve za Slovensko vojsko ne bi moglo biti, ne. Hkrati pa je to en tak nazoren dokaz, da je potem, ko je pač Demos izvedel to osamosvojitev, takoj nazaj pač prevladala struja, ki je bila proti, kolesa zgodovine se ni dalo obrniti nazaj, se je pa zato skušalo revidirati oziroma se je skušalo bodi si zamolčati, bodi si preprečiti, da bi se to vedenje nekako prenašalo tudi mladim generacijam in nekako se je bistveno več recimo poudarjalo kakšne stranpoti ali pa domnevne stranpoti iz tega procesa. Ne. En tak drastičen primer so tako imenovani izbrisani. Ne. Zdaj, od tako imenovanih izbrisanih so slovenski mediji v zadnjih 20 letih napisali bistveno več, ne, kot o celi slovenski osamosvojitvi. Čeprav gre tukaj za nek akt, ki ga pač vsaka država, ki nastaja, mora narediti, ker mora pač opredeliti
temeljno celico državnosti, to je državljan. Tudi Slovenija je morala sprejeti zakon o državljanstvu in ga je sprejela. In je bila zagotovo najbolj radodarna za državljanstvi od vseh držav, ki so kdaj nastale. Ker mi smo dali državljanstvo vsakemu, ki je imel v Sloveniji stalno bivališče, ne glede na to, je znal slovensko ali je imel kakršnokoli podlago za državljanstvo, samo če je to hotel. Se pravi, ob osamosvojitvi in potem še nekaj časa pozneje je lahko kdorkoli, ki je živel v Sloveniji, dobil slovensko državljanstvo. Je pa seveda zakon določil, da tisti, ki pa ne želijo slovenskega državljanstva, si pa morajo urediti status tujca. Ker nek status pač moraš imeti, če živiš v neki državi. In seveda, tisti, ki niso želeli slovenskega državljanstva in si niso uredili status tujca za bivanje, so bili potem iz registra državljanstva izbrisani, ker ni bilo podlage, da bi bili še vedno v tem registru. Zdaj, znotraj te operacije je bilo nekaj primerov, ko se je ljudem dejansko naredila krivica, ker so pač tudi pravno neuki ljudje, ki mogoče do njih ta vest ni prišla, čeprav je bilo to povsod objavljeno in je bilo normalno in tako naprej. Potem je bilo nekaj primerov, recimo državljanov Bosne ali teh, bom rekel, krajin na Hrvaškem, ker so takrat potekali spopadi in ljudje niso mogli dobiti nekih dokumentov, na podlagi katerih bi si uredili status tujca, ampak tega je bilo mogoče nekaj 100 teh primerov. Ni bilo tega 1000, ni bilo tega 10 000, ni bilo tega 17 000, ni bilo tega 25 000, kot se je kasneje lažno trdilo, čeprav 25 000 je popolnoma izmišljena številka. Ampak počasi, potem, ko je bilo jasno, da bo Slovenija vendarle uspela, da tukaj ne bomo jedli trave po osamosvojitvi, da bo življenjski standard boljši, ko je tam sredi 90-ih let bilo jasno, da je povprečna pokojnina v Sloveniji 500 mark, v Srbiji pa 50 mark, in ko je bil velik del pač bivše države še na polvojnem stanju. Takrat so mnogi od tistih, ki so zavrnili slovensko državljanstvo, ki so odšli iz Slovenije, tudi fizično, bodisi z ladjami, tam oktobra 1991, bodisi kako drugače, skratka, ki so tudi takšni, ki so, bom rekel, napadli to državo, ko se je razglasila, so potem po nekaj letih začeli prihajati nazaj in se deklarirati za izbrisane, češ da je bila narejena krivica, zadeva kategorije začela naraščati, tam leta 92, 93, 94, 95, ni nihče slišal za tukaj imenovane izbrisane. Mislim, da je leta 96 ali 97 celo Milan Kučan v neki oddaji, ko je bil vprašan po nekem primeru, dejal, po primeru Aksentijeviča, tega znanega polkovnika, ki je tako kot gospod Jakič vneto nasprotoval slovenski vojski, ker je bil delegat JLA v skupščini še takrat. Skratka, celo Milan Kučan je rekel, da je to izmišljeno, da to ne obstaja. Pa se je takrat govorilo o številki 4000. Potem pa je tukaj nekdo zaslutil neko politično priložnost in začelo se je neko slovensko državo obtoževati izbrisa, naredili so mednarodno temo, iz tega prihajali so potem ljudje iz sveta Evrope to preverjati, slovenski mediji so dajali temu izjemno pozornost, nazadnje je še Pahorjeva vlada potem na Evropskem sodišču postopek peljala tako, da smo dvakrat izgubili. In danes ali včeraj je aktualna vlada skozi slovenski parlament spravljala zakonodaje na amandmaje, na podlagi katerih naj bi mi zdaj slovenski davkoplačevalci v času največje krize plačali tam med 120 milijoni in pol milijarde odškodnin.
Če se spomnite, takrat, ko se je prva zakonodaja sprejemala, so vsi zatrjevali, da ne bo nikakršnih odškodnin. Ne. To je naj bi v času največje ekonomske krize večinoma absolutno neupravičenim plačevali velikanske odškodnine. O tem je bilo več napisano, kot o celi osamosvojitvi, malo da ne je ta akt vzpostavljanja lastne državnosti in statusa državljana, čeprav je bila Slovenija tukaj izjemno širokogrudna, 200 000 državljanov bivših republik, bivše Jugoslavije dobilo državljanstvo brez tega, da bi se kakršnikoli pogoji preverjali, kdor ga je le hotel. No. Ampak kljub temu se je malo donec slovensko osamosvojitev zaradi tega skušala razglasiti za kriminalno dejanje. Ne. Je zdaj en drug podoben primer, ki je tudi opisan v tej knjigi oziroma izvor tega je oboroževanje Slovenije zato, da smo se lahko branili, ko smo bili napadeni in ko je jugoslovanska armada po nalogu Anteja Markovića skušala preprečiti slovensko osamosvojitev oziroma operativni prevzem državnih pristojnosti v naše roke. Mi smo se morali oboroževati za to situacijo zaradi tega, ker so prej razorožili slovensko teritorialno obrambo. Slovenija je bila kot del bivše Jugoslavije zelo militarizirana. Bili smo eno najbolj militariziranih ozemelj v takratni Evropi. Glede na to, da nas je bilo nekaj manj kot 2 milijona, smo imeli na začetku leta 1990 skoraj 500 000 vojaških obveznikov, takšnih in drugačnih, pa obveznikov civilne zaščite, od tega skoraj 100 000 razporejenih v teritorialno obrambo in za to število ljudi je bilo na razpolago tudi orožje, ne? Po občinah, občinskih štabih, pokrajinskih štabih in tako naprej. To je silna vojska, če bi to orožje ostalo, če ne bi razorožili, če Beograd ob sodelovanju takratnih slovenskih socialističnih oblasti ne bi razorožil teritorialne obrambe in bi lahko mi kadarkoli vzpostavili takšno vojsko, vsaj potencialno, nas verjetno niti ne bi napadli. Ne. Ker takrat, ko smo bili napadeni, smo mi poklicali lahko dobrih 20 000 ljudi pod orožje, plus teritorialno obrambo, plus policijo, manj kot 10 000 z rezervisti, to je kakšno tretjino tega, kar bi drugače imeli. No. Skratka, to razorožitev smo mogoče nadomestili za tretjino, ampak seveda takoj so letele obtožbe, namesto da bi sodili tistim, ki so razorožili teritorialno obrambo, smo bili mi, ki smo nadomeščali ta manko, potem obtoževani za trgovino z orožjem. Nobenega orožja ni bilo treba kupiti, če nam ga pač ne bi pobrali. Ne. Skratka, to sprevračanje je doseglo silne višave in seveda vedno se je skušalo s tem sprevračanjem zakriti nek izvirni greh. Ne. Pri izbrisanih nasprotovanja tem ukrepom za osamosvojitev, pri tako imenovani trgovini z orožjem, pa razorožitev teritorialne obrambe, ki je bila ena največjih izdaj v celotni zgodovini slovenskega naroda. Hvala lepa. No, saj ravno na to dejanje, ki ga je dr. Jože Pučnik poimenoval veleizdaja, bom navezala svoje naslednje vprašanje. Pa morda ja, zanimivo to, ko govorite o recimo takšnem medijskem in tudi siceršnjem pogromu osamosvojiteljev, kriminalizaciji, na drugi strani pa nagrajevanja tistih, ki so bili proti osamosvojitvi. To je neko res neverjetno dejstvo. Dostikrat beremo tudi o nekakšnem zaslugarstvu za osamosvojitev, ampak gre dejansko pravzaprav za prikrivanje zgodovinskih dejstev. In zgodovinsko dejstvo je seveda tudi, da ste bili in ste avtor Slovenske vojske.
Tega dejanja vam seveda ne more nihče odvzeti. O tem ste pisali že v svojih člankih v Mladini v 80-ih letih. Bili ste tudi avtor tistega dela Demosovega programa. Demos je zmagal na volitvah aprila 90, ki je govoril o Slovenski vojski. Postali ste obrambni minister v Demosovi vladi. In takoj ob nastopu te funkcije ste se srečali z dejstvom, da se slovenska teritorialna obramba razorožuje. Ja, ta čas je v tej knjigi, kot sem dejal že prej, v obširnem poglavju zelo dokumentiran. Mi smo potem, ko so se stvari deloma umirile, zahtevali poročilo od vseh občinskih štabov za teritorialno obrambo v tistem času in ta poročila tudi dobili. Večino smo jih zdaj, ko smo zbirali dokumentacijo za ta zbornik, tudi uspeli pridobiti in so tudi objavljena, tako da tudi za ta del Slovenije lahko najdete pač podrobne oziroma mikropodatke. Kot že rečeno, ta čas razorožitve teritorialne obrambe je bil zelo precizno izbran, ni ga izbral Beograd, ker pač tega ne bi mogel sam. Tukaj je šlo za koordinacijo oziroma dogovor z takratnimi na volitvah sicer poraženimi oblastmi. Tako da se je razoroževanje začelo pravzaprav na dan, ko je prisegala nova slovenska vlada, ko stara ni bila več odgovorna za stanje. Nova vlada pa še ni operativno prevzela pristojnosti v svoje roke. Je bilo nek vmesni čas, kjer so si tisti, ki za to načrtovali, pač lahko umili roke. Vroč kostanj je pristal v naših rokah, hkrati pa so do zadnjega skrivali vse informacije. Tako da mi smo bili o tem razoroževanju obveščeni pravzaprav od delegatov zbora občin, ki so bili večinoma tudi predsedniki skupščin občin oziroma takratni župani, ker so jim lokalni poveljniki teritorialne obrambe povedali, kakšen ukaz so dobili. Večinoma so to povedali svojim županom, ker so bili na nek način ti nadrejeni, ker takrat po tisti zakonodaji so še predsedniki občin vodili svet za obrambo v občini, ki je delno poveljeval teritorialni obrambi. Je bila neka taka čudna mešana pristojnost. In mi smo od njih zvedeli za to, da se orožje teritorialne obrambi pravzaprav že pobira. Ravno tisti dan 16. maja, ko so potekale razprave pred prisego, pred glasovanjem in prisego nove vlade, ko nismo mogli še nič narediti, se je pač to dogajalo. Hkrati pa tisti, ki so vedeli za to, ker ta ukaz je bil izdan že dneve prej, zdaj razorožiti, pobrati orožje za 50.000 ljudi, del tega orožja je bilo itak že prej v kasarnah. To je velika logistična operacija, na stotine ljudi je bilo to vključenih, vedel je Ertel, vedel je Kučan, vedeli so vsi, ki so bili na teh funkcijah tako ali drugače, vedel moj predhodnik na mestu sekretarja za obrambo, gospod Kušar, ta je kasneje postal predsednik Desusa, recimo. Ampak nihče ni nič povedal, nihče ni nič opozoril. Ko sem jaz potem na hitro pač zahteval primo predajo še isti dan in sem vprašal gospoda Kušarja, kaj se tu dogaja, če kaj ve o razorožitvi teritorialne obrambe, je rekel, pojma nimam. Že čez nekaj ur se je izkazalo, da laže, ker so bila poročila naslovljena nanga, kjer so iz občin poročali, kaj se dogaja. Takoj po prisegi vlade, recimo, smo se dobili v pisarni takratnega predsednika skupščine, ki je že bila konstituirana, Franceta Bučarja, zdaj nekateri novopečeni ministri, predsednik vlade, Peterle, neki članov predsedstva, vključno s predsednikom predsedstva Kučanom, in tam smo začeli izmenjevati informacije, kaj se sploh dogaja. Milan Kučan je mirno rekel, da
pojma nima, ne. Aha, je rekel, teritorijalno obrambo razorožuje, zanimivo, ne. Nič vedel, malo je bilo čudno, ker predsedstvo je bilo pač po takratni ustavi vrhovni poveljnik teritorijalne obrambe in seveda nič s teritorijalno obrambo se brez soglasja predsedstva ne bi smelo dogajati, tudi JLA ni imela te pristojnosti, ne. No, potem, ko so prišla ta poročila iz občin, je bilo jasno, da se je Milan Kučan na debelo zlagal, ne. Večina lokalnih poveljnikov je poleg tega, da je obvestila župana, je obvestila tudi predsedstvo kot pač vrhovnega poveljnika teritorijalne obrambe, ne. Največ jih je obvestilo ravno predsedstvo. Po urah se je potem ugotovilo, kdaj so bili obveščeni, vendar ni nihče poročal naprej, nihče ni reagiral. Potem je trajalo v bistvu 2 dni, ne, hudega pritiska z vladne strani na predsedstvo, da je sploh preklicalo ta ukaz o razorožitvi, ampak ne, v 2 dneh je jugoslovanska armada odpeljala večino tega orožja. Pobiralo se tudi orožje upravnih organov, ki je bilo v moji pristojnosti, ne, kot bom rekel, na novo imenovanega ministra oziroma sekretarja za obrambo. Jaz sem rekel, to je bil moj prvi akt sploh, ne, z Brzojalko to takoj prepovedal in to orožje je bilo odpeljano samo v 5 občinah, ne. Zdaj, če je predsedstvo reagiralo takoj, ko je dobilo informacijo, bi lahko pravzaprav razorožitev zaustavili, vendar je niso, ker pač Kučan je bil prej o tem obveščen, tako od domače udbe, ki je še funkcionirala do volitev in še čez, kot seveda od JLA, ker so te stvari koordinirali, ne. Ko so se te stvari nekako odkrile, Ivan Oman, ki je bil takrat član predsedstva in ni nihče obvestil, dejal, da je bila to veleizdaja in temu je dejansko tako tudi bilo. Temu je dejansko tako tudi bilo in zdaj, v tistih časih takoj po tej razorožitvi je bilo do nekaterih informacij sicer težko priti, ne, ampak resnica se je seveda kmalu ugotovila in to je potem botrovalo nekemu kar resnemu nezaupanju do predsedstva, ne, ker kako naj zaupaš organu, ki te razorožil, ne, pa se ob tem še sprenevedal. Tako je tudi ta manevrska struktura narodne zaščite, ki je nastajala potem zato, da smo vsaj deloma nadomestili razoroženo teritorijalno obrambo, nastajala pravzaprav ilegali, ne. Šele jeseni, ne, tik preden se je to potem z ustavnimi amandmaji preneslo nazaj na teritorijalno obrambo in seveda tudi na predsedstvo republike, je to postalo znano, ne. Če bi se to prej vedelo, bi verjetno prišlo celo do kakšne oborožene intervencije v koordinaciji istih, ki so razorožili slovensko teritorijalno obrambo. No, tako da ta proces, ne, je bil, rekel, bistveno bolj dramatičen, kot se to marsikomu, pa čeprav je takrat oddaleč zadeve spremljal, zdi. In je bilo veliko teh momentov, ko je bilo pravzaprav vse na kocki, ne. Ko je, ne vem, v parlamentu mogoče en glas, ne, dva glasova večine, pičle Demosove večine, prevagal pri odločitvi, brez katere Slovenije ne bilo, ne. Bi se sicer lahko osamosvojili, sem se ne bi mogli braniti. Tako so zakon o obrambi, zakon o vojaški dolžnosti, obrambni proračun, vrsta drugih ukrepov bilo sprejetih z nekaj glasovi večine. Na skupnih sejah vseh 3 zborov, ob tem, da je takrat parlament oziroma skupščina štel 240 poslancev, ne 90 kot zdaj, ne. In en glas večine pri 240 je zelo veliko tveganje, ne, zelo majhna distanca do poraza, ne.
recimo, da bi dva poslanca resno zbolela, ne, strani Demosa, in veliko vprašanje, kaj bi se dogajalo z slovensko osamosvojitvijo. Zdaj, večina teh ključnih glasovanj je v knjigi zbranih, tudi razprave ob teh glasovanjih. Ko jih boste prebrali, boste videli, kako so tisti, ki so v osamosvojitvi oziroma tem ukrepom najbolj ognjevito nasprotovali, kasneje bili za to bogato nagrajeni, ne, v državi, ki so jo skušali preprečiti. Ja, v knjigi je res bogata zbirka dokumentov. Omenili ste ustvarjanje Slovenske vojske. Vi pa, gospod Tone Krkovič, pa mnogi pogumni Slovenci in Slovenke, verjetno jih je tudi tukaj med občinstvom nekaj, ki so sodelovali torej pri ustvarjanju te sile, ki je pravzaprav omogočila samostojno Slovenijo. Bom rekla takole, s tem, ko se je začela ustvarjati Slovenska vojska, seveda še ni bilo konec kamnov, ki so se valili vam pod noge in celotni Demosovi vladi. Bila je tudi spodbuda, plebiscit. Plebiscit, ki se ga bomo spominjali konec tedna v Poljčah, te Demosove odločitve, da gremo v plebiscit, pa potem glasovanje, kot je dejal prej župan, ko smo bili Slovenci enotni, dokaj enotni, več kot 93% volilnih upravičencev je prišlo na glasovanje in več kot 88% od teh jih je glasovalo za samostojno Slovenijo. To je bila spodbuda. Ampak potem je prišla realnost v parlament, vloženi so bili zakoni o obrambi, o vojaški dolžnosti, takrat so slovenski fantje še služili v JLA, to, kar preradi pozabljamo. Vi ste recimo branili, mislim, da je bil proračun, ki je zagotavljal denar za vojsko, in ste ob tem kar 138-krat stopili za govornico v parlament. Torej, potrebno se je bilo dejansko bojevati. Vmes je prišel pa še en kamen v obliki deklaracije za mir. Ta deklaracija iz januarja 1991, torej dobrih oziroma nekako 6 mesecev pred osamosvojitvijo, je govorila o tem, da Slovenci vojske ne rabimo. Ja, to je bil eden od tistih trenutkov, ko je bilo vse na kocki, ne, ki sem jih prej omenjal. Vendar pa je zelo pomembno to, kar ste dejali glede plebiscita. Plebiscit je bil pač tisti odločilen moment v celotnem procesu osamosvajanja, ki je nekako prevladal, kjer je enotnost naroda, ljudstva prevladala nad to razcepljenostjo politike, oziroma ko je ta velikanski pozitivni rezultat dosežen na plebiscitu dodal moč šibki Demosovi koaliciji v parlamentu in na podlagi tega tudi pač šibki vladi. Če tega ne bi bilo, vlada ne bi zdržala niti še 2 meseca. Če je rezultat negativen, bi takoj padla. Ampak ta plebiscit je seveda s tem velikanskim odstotkom za, vzpostavil neko stanje, ki se je nakazovalo že prej. Zdaj, čim je Demos v Poljčah 9. novembra leta 1990 predlagal plebiscit, in zakon o plebiscitu, zdaj na začetku, če pogledate slovensko časopis, je 10. novembra, 11. novembra, 12. novembra, 15. novembra leta 90. Jaz sem zdaj to gledal, ko smo prezajeli ta zbornik, takrat mi je večina tega itak ušlo, ker ni bilo čas za branje, ampak časopis je polno napadov na Jožeta Pučnika, ki je razglasil oziroma ki je javno povedal ta sklep Demosovega poslanskega kluba,
in dejal, da bomo pač Slovenci na plebiscitu odločali o samostojnosti. Vsi od Milana Kučana do Jožeta Školča so ga razglašali za avanturista, za solerija, tudi kakšne hujše izraze so uporabili, Demos za neko neresno druščino, ki izziva usodo, spravlja narod nevarnost, kakšen plebiscit, kako so mu osamosvojili, s čim pa in tako naprej. No, ampak hkrati je pa na to idejo, na ta predlog začela prihajati velikanska podpora od ljudi. Kjerkoli je bilo kakšno zborovanje, so bile dvorane polne, ljudje so instinktivno začutili, da prvič v zgodovini bodo pa mogoče le odločali sami o sebi, da si bo mogoče narod le enkrat pisal sodbo sam, da ne bo to sem pisalo na kakšnih zidovih, v resnici bodo pa odločili drugi. In ta ideja je naenkrat dobila zalet tudi tam, kjer ti podpisniki temeljne listine niso pričakovali. Se pravi, tudi navadno članstvo teh takratnih opozicijskih strank, tudi partije, oziroma kot so bili takrat že prenovitelji, je marsikje to začelo podpirati. To je bil en velik šok potem za vodstvo teh strank in Kučana, in tako v roku nekih 2 tednov se je začela situacija obračati. Naenkrat javno si nihče več ni upal nasprotovati plebiscitu. Potem je bil sklenjen tudi ta zakon. Ni bilo nekega 100% soglasja, ampak vendarle. Navzven je izgledalo, kot da je pa zdaj politika enotna glede zakona, in bilo je jasno, da bo ta rezultat pač pozitiven. Skušalo se je sicer, jaz sem bil takrat na teh pogajanjih za zakon, skušalo se je najprej preprečiti ta datum po Božiču, ker so rekli, ja, takrat bo polno teh zdomcev oziroma ljudi, ki živijo po svetu, prišlo domov, ker pridejo za božične praznike, imajo tle tudi glasovalno pravico in bodo glasovali za, ker oni so vsi za, so za odcepitev, in so skušali premakniti to na čas po novem letu, ko bodo ti šli že nazaj. To je bil en napor, potem se je skušal na vsak način čim večji kvorum določiti in tako dalje. Tukaj je Demos popustil, ker se je pač računalo, da bo to doseženo, in pol, ko niso imeli nobenega več izgovora, formalno niso bili proti. Rezultat jih je izjemno presenetil. Zdaj na televizijskih posnetkih nekaterih se vidi, na nekaterih se ne vidi, ampak tisti, ki smo bili v tiskovnem središču Cankarjevega doma, ko so bili rezultati plebiscita razglašeni, ko je bilo jasno, da velikanska večina za, smo tam videli recimo Jožeta Pučnika, ki ga še nikoli v življenju nisem videl tako veselega in celo pel je, kar on skoraj nikoli ni počel. In rekel, ves ta Demosov del parlamenta, takega veselja ni bilo nikjer, pa tudi cela Slovenija slavila, kresovi so goreli, kljub temu, da je sneg padal. Po drugi strani smo pa videli, Ribičiča, Kučana, ostale, ki so bili malo tako nekako narejeno veseli ali pa mrkih obrazov, ko je kamera ugasnila. In to je začelo vzbujati neko zelo slutno, češ očitno zadeva za njih še ni končana. Zdaj v zakonu o plebiscitu je pisalo, da se Slovenija dejansko osamosvoji 6 mesecev, v roku 6 mesecev po razglasitvi rezultata. Ta rok je bil 26. junij, najkasneje, lahko tudi prej. Dejstvo je, da takoj se ne bi mogli, ker pač nismo bili pripravljeni, in ta rok je bil dobrodošel, ampak ta rok je po eni strani Demosova vlada uporabila za to, da smo se vsaj za silo pripravili za obrambo, pa zato, da se je pripravil lasten denar oziroma boni, pa carinska služba in vse ostalo, kar pač rabiš za samostojno življenje. Dočim pa so podpisniki temeljne listine delali vse, da ta razglasitev
samostojne države ne bi bila nič več kot razglasitev. Se pravi, da je bila to neka operetna razglasitev samostojnosti, ki bi se potem sfižila, ker nas nihče ne bi priznal, vojska bi zasedla meje, mi bi se nekaj časa delali, da smo samostojni, ampak to enostransko ni možno doseči in ne bilo nič, Demosova vlada bi padla, oni bi pač prevzeli oblast. No in seveda, glede na to, da so itak pomagali razorožiti teritorialno obrambo, mi pa smo to manevrsko strukturo narodne zaščite mogoče nadomestili 10%, je bilo jasno, kaj bo glavna tarča teh naporov, ne, da se prepreči realna, ampak doseže samo operetna osamosvojitev. Glavna tarča je bila seveda obramba, vojska. Ne. Preprečiti, da se bomo lahko efektivno uprli oziroma doseči neko stanje, ko bi sploh mislil na to, da se boš uprl peti največji armadi na svetu, ne, preprečila kakršnokoli aktivnost. No in ta prvi korak, ne, je pač ta deklaracija, ki ste jo omenili, ta deklaracija, ki se je imenovala deklaracija za mir, ne, v bistvu je bila pa deklaracija za hitro enostransko razorožitev Slovenije. Ta deklaracija je bila lansirana že januarja 1991, se pravi, ne, prej kot en mesec po plebiscitu. Te deklaracije je pisalo, Slovenija ne potrebuje vojske, ne. Slovenija mora biti demilitarizirana. To deklaracijo so podpisali 4 člani predsedstva, ne, s predsednikom predsedstvom Milanom Kučanom na čelu, samo Ivan Noman tega ni podpisal, tudi Dušan Plut, ki je bil sicer tam predstavnik Demosa, je to podpisal. In to je bil nek trenutek, ko je vse viselo na nitki. Ne. Če vrhovno poveljstvo pravi, ne potrebujemo vojske, kako boš potem gradil obrambno moč. Ne, jaz sem takrat napisal tem članom predsedstva eno ostro pismo, ki ni bilo javno, kasneje sem ga objavil v premikih, ker sem jih malo povprašal po odgovornosti. Malo strahu je bilo tudi zaradi tega in pač zaradi manevrske strukture narodne zaščite in tako po njih 2 tednih je ta deklaracija nekako poniknila. Ne. Najprej je bila na prvih straneh časopisov, potem pa je šla nekam na zadnje strani in naenkrat nihče več ni govoril o njej, nihče več se ni izpostavljal, je pa seveda potem sledilo to glasovanje v parlamentu, kjer so striktno glasovali proti tem ukrepom. Ne. In tukaj je šlo, ne vem, v parih primerih za srečo, ne. Če je bila udeležba manjša na teh glasovanjih, tudi Demosu seveda je bilo nekaj problemov, je bilo nekaj poslancev zelenih, ki so trdili, da so pač ne, tudi za demilitarizirano Slovenijo in za razorožitev in tudi niso podprli. Ne. Njihov predsednik je bil itak Dušan Plut, ne, ki je podpisal to deklaracijo. Deklaracijo je podpisal tudi podpredsednik vlade Jože Mencinger, ne, kar je bil tudi seveda velik problem. In dejansko, no, nekaj pomembnih tednov je vse skupaj viselo na nitki, ne. Bolj kot se je javnost takrat zavedala. Ne. Zdaj, s skrajnimi napori se je to nekako prešlo in potem tudi sprejelo vso to potrebno zakonodajo. Ne. Zdaj, v tej knjigi je poleg stvari, ki sem jih omenil, še veliko drugih dokumentov, ki pač izpričujejo oziroma potrjujejo ta dejstva. Ja, nocojšnji večer je pač prekratek, da bi se lahko pogovarjala o vseh knjiga predebela, ja. Zanimivih poteh in stranpoteh slovenske osamosvojitve. Sem zelo vesela, ja, te pripombe, da imate čas. No in sedaj bom v soglasju z gospodom Janšo pravzaprav izzvala vas, da morda prispevate kakšen vaš razmislek, morda kakšen
spominski utrinek iz teh časov, morda kakšno priporočilo, kakšna ideja, kajti prepričana sem, da so takšne knjige še kako potrebne in da tale bela knjiga slovenske osamosvojitve ne bo ostala edina, ne bo ostala osamljena, da jih bodo sledile še druge. Kar izvolite, prosim, korajžno, mislim, da je tudi mikrofon nekje, sicer pa se slišimo. Aha, takole, mikrofon je. Izvolite. Jaz bi vas lepo pozdravil, pa mislim, da ste naredili za ta narod veliko, nas ste rešil, pa mislim, da bi mogli v Ljubljani pred Cankarjevim domom Kidriča omakniti, kaj nas od nam, ne, pa bi vas mogli kaj dati, še zdaj, ne. Bog ne daj, Bog ne daj. Kar se pa tiče teh politikov, Kučana, pa teh, pa mislim, dokler bojo živi, bojo skozi rovarili. Dokler jih nam pokopali, nam imeli mrl. To je moje mišljenje. Ne. Kar se tiče pa izbrisanih, je pa tako, ne, veste, jaz jih kar nekaj sem poznal, pa so zginali, pa so k meni prišli, če bi jih jaz lahko skril. Sem rekel, glej, če bi se strinjali, pa če bi na našo stran pristopili, bi bilo v redu. To je bila pa 5. kolona, a ne, in so smatrali, da bojo zmagali, zato pa niso zahtevali državljanstva. In danes je pa sramota, da bomo mogli davkoplačevalci plačevati ta denar, ne Kučan pa Janković, pa te poberemo premoženje, pa prodamo, pa damo tem izbrisanim. To je to. Hvala lepa. Morda še kdo želi besedo? Ja, vsi poznamo to ponarodelo Kučanovo izjavo, ne, na večer osamosvojitve. Danes so dovoljene sanje, jutri pa bo nov dan. Ampak on verjetno ni do konca povedal stavka. Ne. Jutri pa bo nov dan, ko jo prišli naši tanki in naredili red. In iz teh stvari se to preko vidi, da je pač imel malo drugačno smisel, kot je pa večina razumela takrat. Hvala lepa. No. Mogoče kakšen komentar? Ja, zdaj, to je zanimivo opažanje, no, in dejansko takrat nekega globljega pomena v tem stavku, ne, večina ni opazila, je pa ta stavek razumljiv ravno v tem smislu, kot ste ga vi navedli, če preberete za nazaj tudi nastop gospoda Kučana en dan prej, ki ga je imel v parlamentu takrat, ko se je dejansko sprejemala temeljna ustavna listina o samostojnosti oziroma neodvisni slovenski državi. Tega govora pravzaprav v celoti ni bilo možno najti skoraj nikjer več. Ne. Nekateri časopisi so objavili nekaj, potem smo našli v časopisu, ki je bil naslednik komunista in se je imenoval Evropa zdaj, izhaja v takih modro-rumenih barvah, ne. Nekaj časa skoraj cel govor, no in tisti govor, ko sem ga izbral letos, ko sem pisal spremno besedo k tem zborniku, je šokanten. Slovenci smo se osamosvajali, bili smo tik pred tem, da sprejmemo to pač temeljno ustavno listino oziroma ustavni akt o osamosvojitvi. Predsednik države pa je tam govoril o tem, kako je to pravzaprav tveganje, avantura, kako vlada ni pripravila vseh stvari, ki bi jih morala, da bo moral nekdo za to prevzeti odgovornost. Zdaj takrat ga verjetno niti ni nihče poslušal. Ne. Jaz se ne spomnim, da bi te besede slišal, ker je bilo vse v nekem pričakovanju in ne, pač ti govori so šli tako mimo. Ampak ko danes to bereš, ne, je to govor, ki je izražal močno pričakovanje operetne osamosvojitve, ki se bo seveda sfižila in ker bo potem prišlo do plana B. Kakšen je ta plan B? No, ta govor, ki ga je imel na Kongresnem trgu, potem naslednji dan je bil bistveno bolj državniški in je bil, ne,
ker je bila to takšna priložnost, ker se teže blefira, ne. In razen parih stavkov in tega zadnjega stavka, pravzaprav mu ni kaj očitati, no, ampak ta zadnji stavek pa se seveda navezuje na govor prejšnjega dne in seveda na tisto, kar se je razvedelo kasneje, pa se takrat ni vedelo, ne. Zdaj, v tej knjigi je kar nekaj dokumentov na to temo, kako se je ta operetna osamosvojitev načrtovala oziroma pričakovala. Eden od najpomembnejših je v spominih človeka, ki je poslal vojsko na nas. So spomini Anteja Markovića, takratnega predsednika Zveznega izvršnega sveta. Ta knjiga je šla tam nekje v 90-ih letih, v podliskih je del bil objavljen v prevodu tudi v Večeru, brez kakšnih večjih reakcij. No, v originalu je par strani iz te knjige izjemno zanimivih, opisuje pa tam Marković oziroma njegov tiskovni predstavnik, ki je te pogovore zapisal. Opisuje ta zadnji obisk Anteja Markovića v Sloveniji pred vojno oziroma pred razglasitvijo samostojnosti, to mislim, da je bilo 12. junija. Kakor se spomnim, takrat je seveda Marković skušal, z njim je bil tudi Brovet, Kadijevićev namestnik, žal Slovenc, kot neka grožnja. Oba sta skušala nas sestali, vlada se je seveda sestala z njim, prestrašiti, odvrniti od osamosvojitve, razlagal nam je, kako nas nihče ne priznal, da je to brez veze, edina prihodnost za Slovence je v Jugoslaviji, on bo to moderniziral, Evropa mu je denar obljubila, kar je bilo nenazadnje tudi res, ne, nikamor ne gremo, da je on glavni, ne Milošević, da obvladuje armado, skratka nekaj groženj pa nekaj pravljic sta nam prodajala, vmes pa sta se, čeprav tega takrat nismo vedeli, sestala tudi z takratno opozicijo, ne, oziroma z večjim delom. Socialistična stranka ni hotela iti na ta sestanek, je pa bila majhna, mislim, da smo imeli 5 poslancev. Skratka, prenovitelji, ne, z Ribičičem in liberalni demokrati z Školčem so se takrat dobili z Markovićem na nekem tajnem sestanku in tam jih je Marković prepričeval, da naj vrže vlado pred 26. junijem in bo seveda konc z osamosvojitvijo. Oni pa so ga podučili, da bi to sicer bilo možno, ker je treba samo eno majhno stranko potegniti iz Demosa, ne bo več večine, vlada pade. Ta trik so itak potem bogato uporabljali večkrat. No, rekli so, da bi tudi takrat to možno, da ali bi to dejansko bilo možno, ali ne, jaz ne vem, ampak kasnejše razpadanje Demosa je pokazalo, da so bile razpoke velike in da najbrž bilo možno. Vendar so oni rekli, to mi lahko naredimo, ampak ne bilo pametno, ker potem bi pa mi prevzeli nas odgovornost za to, da se ta plebiscitna odločitev vsaj formalno realizira oziroma ne realizira. To ni bilo tako enostavno in so razložili Markoviću, kakšen je pa njihov načrt. Njihov načrt pa je bil, da seveda pustijo razglasitev samostojne Slovenije oziroma, kot so rekli, pustimo Demosu, da se zaleti z glavo v zid, razglasili bodo samostojno državo, nihče te države ne bo priznal, meje bodo zaprte oziroma nadzorovane od zveznih oblasti, JLA bo še vedno v Sloveniji, tukaj bo vaša carina, diplomacija itak jugoslovanska, nobenega ne bo na razglasitev, noben od tujih državnikov ni nič obljubil, torej treba enostavno počakati potem teden, dva, da ljudje spoznajo, da jih je Demos zapeljal v neko avanturo, ki ni uspešna in vlada bo sama padla. Potem pa pridemo mi,
predlagamo pač konec teh neumnosti, povezavo v novo demokratično Jugoslavijo, ne, oziroma se potem zmenimo kako in kaj, stvar bo padla kot zrela hruška. Tak je bil načrt. Ne? Oni so računali na to, da pač razorožena Slovenija ne bo sposobna spraviti skupaj neke resne obrambe in prevzeti efektivne oblasti. Ampak na njihovo žalost se je to zgodilo in tega nam še vedno niso oprostili. Ne? Zato se je marsikaj od tega, kar se je dogajalo, pač v zadnjih 20 letih tudi dogajalo in se še vedno dogaja. Tukaj še nekaj dokumentov, ki to dodatno osvetljujejo. Recimo šokantna stvar, ki jaz takrat, ko se je zgodila, nisem opazil. Ampak šele zdaj, ko smo pač prebirali časopisje iz junija 1991, tam nekje sredi junija, časopisu sredi junija, se pravi 2 tedna pred razglasitvijo samostojne Slovenije, je bil delo objavljen neko poročilo sestanka slovenskih komunistov z komunisti Hrvaške in Bosne na Otočcu. Po tistem sestanku so izdali nek proglas, v katerem je pisalo, da je za njih razglasitev samostojne Slovenije sprejemljiva samo pod pogojem, če se takoj hkrati ponudi že nova povezava v neko Jugoslavijo nazaj. Se pravi, rečemo, smo samostojni, ker je pač plebiscit to zahteval, vendar pa ne, se že znova povezujemo z vami. Tako da formalno bi zadostili plebiscitni odločitvi, dejansko bi pa vse ostalo tako, kot je. To je bilo njihovo uradno stališče, objavljeno na drugi strani dela v stolpcu, ne, tako velikem, ki ga takrat, rekel, niti jaz, niti večina javnosti ni niti opazila, ne, ker je bilo vse v pričakovanju in strahu tudi, kaj se je zgodilo in tako naprej. In pač ne, teh komunikejev nihče ni bral. Ne. Samo če bi ga resno prebrali, ne, bi verjetno postali tudi dodatno resno zaskrbljeni, ne, glede teh načrtov. Ne. Tako da, ko greš nazaj gledati, je stvar precej transparentna in preprosta, takrat pa ni bila tako opazna, razlaga pa to marsikaj, kar se je kasneje dogajalo. Hvala lepa, gospod Janša, za nocojšnji pogovor, za vaše vedno zelo analitične in pronicljive premisleke, za vaš, bom rekla, vztrajan prispevek k spoznavanju zgodovinske resnice. In za to gre in pravzaprav smo vsi pred to nalogo, da prispevamo po svojih močeh k spoznavanju zgodovinske resnice, k ohranjanju in krepitvi tistih vrednot, ki so nas Slovence združile. To pa so vrednote slovenske osamosvojitve. Parlamentarna demokracija, pravna država, človekove pravice in svoboščine, pravičnost, solidarnost in seveda domoljubje, in prispevajmo k ohranjanju teh vrednot in jih predajamo tudi našim otrokom in našim vnukom. Zahvaljujem se za vašo pozornost. Hvala lepa obema. Sej, spoštovane in spoštovani, večera še ni konec. Jaz vas sedaj v imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, ki je pripravil nocojšnjo prireditev, vabim na kozarček, da skupaj nazdravimo, da poklepetamo o lepši in boljši prihodnosti ljube nam domovine. Hkrati v predverju lahko tudi kupite knjigo, lahko pa se včlanite tudi v združenje. Mislim, da so prijavnice tam na pultu, kjer prodajajo knjigo, tako da
Evo, pred nami je zagotovo še delček zanimivega večera, vsem skupaj pa v imenu združenja. Hvala lepa, lahko noč in srečno.